Živjo, bomo pokazali, kako se plete en tak enostaven vzorec, luknjičast, s takim postran robom, na katerega pač pri šalih damo en cof. Zdaj, tale vzorec je popolnoma neproblematičen, je zelo enostaven, je pa problem tale rob, levi in desni, ki pa mora biti lep. Sem že poskušala seveda to delati, vendar lahko pride takle rob ali pa, kar je še hujše, lahko pride pa takle rob, ki ga pa noben ne mara. In to pride prav zaradi takega vzorca. Zdaj bom pa jaz pokazala, kako se to naredi, da pa je lep rob. Jaz sem nasnula tlele manj pentelj. V prvi vrsti sem naredila levo, zdaj smo pa na licu, bom pa pokazala vzorec, se pravi, delamo takole. Prvi dve petlji popletemo skupaj, desno, vbodemo od leve proti desni, nato naredimo ovoj. Zdaj pa spet popletemo dve skupaj, desno, pa ovoj, pa popletemo dve skupaj, ovoj, dve skupaj, ovoj, dve skupaj, ovoj, dve skupaj, ovoj in zadnji dve popletemo skupaj. Se pravi, nasnuto mora biti sodo število petelj, ne liho. V levi vrsti prvo petljo prestavimo, drugo popletemo levo, delamo same leve, tudi tam, ko je bil ovoj, delamo izključno in samo same leve. Razen zadnje, ki jo samo prestavimo. In se obrnemo spet na lice. Spet prvi dve popletemo skupaj in na tak način v bistvu eno petljo zgubimo v vrsti. Naredimo ovoj, popletemo dve skupaj, ovoj, zabadamo, z leve proti desni popletemo dve skupaj in to delamo do konca vrste. Popletemo dve skupaj, tukaj nam pa ena zmanjka. Se spomnite, ko smo jo v začetku takoj dve popletli skupaj in zdaj nam ena zmanjka. Tukaj imamo pa dve spodnji petli, ki sta popleteni skupaj in dvignemo tole zanko, se pravi eno od teh dveh, prvo, dvignemo na tole iglo in zdaj lahko dve popletemo skupaj. Se obrnemo na levo stran, prvo samo prestavimo, malo nitko zategnemo na robu, vse ostale popletemo levo, levo, skoraj do konca, ta zadnjo pa samo prestavimo. In smo spet na licu, dve popletemo skupaj, desno, ovoj, dve skupaj, desno, ovoj, dve skupaj, ovoj. Imam tudi tečaje v Ljubljani in na Škofljici in lahko tudi pač drugje, kjer me boste povabili. Tečaje ročnih del, risanja, šivanja, krojenja. No, se pravi, spet tukaj vmes vbodemo, malo je težko, ampak tole vmes je treba ujeti, jo dvigniti na iglo in skupaj poplesti. In več o tem boste videli na moji spletni strani www.suzana.si. No, takole, če pokažemo, pride tukaj in tukaj lep rob. Nič se ne viha na 100 koncev, spodaj malo potegnemo. Ko imamo več napleteno, se pa tale rob postavi po strani. In to je čar tega vzorca, ki je drugače zelo enostaven. Bom še enkrat pokazala izdelek, ki ga želimo. Se pravi, mi hočemo dobiti takle izdelek, ki ima takole rob. Jaz še nisem zlikala tega oziroma nisem še popršila s paro.
Namreč izdelke, ki so pleteni, ne likamo, ne tapkamo, zato da jih ne potlačimo, jih samo pribuckamo na likalno desko in popršimo z destilirano vodo, pa počakamo, da se posuši, potem pa to se ne viha več, no. In tukaj imamo 2 lepa robova na obeh straneh in ta izdelek je tudi lep, a ne. Dobrodošli na moje tečaje, vse živo učim, tisto, kar sem se učila v šoli, in lahko pridete zraven. Živjo.